Domen, živijo. Živijo, Miha. Danes se bova pogovarjala o tvoji glasbi in o tvojih prihajajočih nastopih na letošnjem Ljubljanskem jazz festivalu. Domen bo nastopil kot drugi rezidenčni umetnik Ljubljana jazz festivala. Gre pa v bistvu za predstavitev tvoje avtorske glasbe. Posnel si box set 5 albumov, ki izhaja pri portugalskem Clean Feedu ob robu letošnjega festivala. Pa me za začetek zanima, kaj te v glasbi fascinira, s čim si delal in kaj želiš svetu pravzaprav sporočiti, na kaj naj bo poslušalec pozoren. Hvala, Miha. V nekem širšem pogledu me v glasbi najbolj fascinira ta njena neskončnost oblik, struktur, neskončnost izrazov in tega prenašanja izkušenj in doživljanja zvoka iz nastopajočega na poslušalca, to doživljanje, ta idejna širina, ki jo doživljaš kot izvajalec sam, kot skladatelj, kot ustvarjalec. No, in ta dostopnost, da lahko da v bistvu vsak človek na tem svetu, da se lahko poveže da ga fascinira melodija, da zapleše na ritem. In se mi zdi, da je to tudi za naj oba en zelo glaven razlog, en od glavnih razlogov, zakaj so se odločila, da se s tem ukvarjava. Tudi to, da ljudje radi v glasbi govorimo, da jo skupaj radi doživljamo, in kot midva, da jo želiva razumeti in izpopolnjevati z najnimi inštrumenti. No, v glavnem, jaz v izidu, ves ta izid spremlja neka, mislim, to je v bazi vsega, kar počnem, se pravi ta fascinacija. Je pa, tukaj, s čimer sem se ukvarjal, so bila zelo enostavna vprašanja, ki so se bolj vezala na to, kako jaz doživljam zvok. Res sem hotel svetu dati svojo izkušnjo zvoka, kako jaz doživljam zvok, in sem se spraševal vprašanja, kot so, ne vem, kdo sem jaz v glasbi, kako si jaz ta zvok interpretiram, kaj meni to pomeni in kaj si želim jaz svetu sporočiti. In se v bistvu, ne da sem se jaz zdaj to resno, zelo aktivno lotil to odgovarjati, ampak sem to vključil v cel proces, to so bile neke smernice, s katerimi sem se pripravljal z ansambli, kot sam, ko sem konceptualiziral naše performance. Tako da to je neko sporočilo. V bistvu bi lahko na nek način rekel, da si spoznal samega sebe skozi ta proces. Definitivno še nisem nikoli do zdaj v takšni obsežnosti dostopil do takšne čistosti izraza, da sem bil v vsej moji telesni, v svojem obstoju, da sem bil toliko sproščen, da se nisem ukvarjal z nekimi zunanjimi faktorji, ko sem igral, z nekimi ovirami, da nisem hotel dosegati nekaj, da se nisem hotel dokazovati ali pa pasati v neki okvirje, ali pa sploh, da bi delal muziko zato, da bi bilo mojim poslušalcem ali pa ljudem, s katerimi igram, da bi bilo to všeč. Kar je bilo prisotno, moram reči, v praksi pred tem, preden sem zasijal neko svojo idejo v glasbo. In se to je ena ključna razlika, ti si v preteklosti, pa tudi še zdaj s tem nadaljuješ, bil in si zelo aktiven kot bobnar v drugih zasedbah, drugih ljudi, tako v Sloveniji, na Nizozemskem in v Evropi, ne. V tem primeru, kar bomo slišali pa na Jazz festivalu Ljubljana, pa prvič v bistvu svetu predstavljaš svojo lastno vizijo. Prvič se predstavljaš kot vodja, prvič se predstavljaš kot skladatelj. Jaz sem imel privilegij nekaj te glasbe slišati že vnaprej, ne, in v bistvu ti se tukaj predstavljaš precejšnji idejni in zvočni širini. Imaš od solo projekta, kjer, če mene vprašaš, je pač najčistejši tvoj izraz, res je to nek nov Domen, potem greš do klasičnega jazz tria in dalje do večjega perkusivnega ansambla, ne.
Nekateri od teh, oziroma mislim, da boš točno te 3 projekte predstavljal tudi. 4. 4. Ja, en koncert se deli na 2 dela, se pravi, bom predstavljal v prvem delu solo točko in potem nadaljeval v du, s klavirjem. No, in tako si že v bistvu načel, ne, moje naslednje vprašanje, v bistvu, kaj lahko pričakujemo na tvojih nastopih na Jazz Festivalu? Sami naslovi albumov, mogoče lahko najbolj pišem, kaj se bo slišal, kaj bom predstavljal. Sami naslovi albumov, se pravi solo, to je nekaj čist novega zame, nikoli si nisem predstavljal, da bom igral solo program na bobnih, sploh pa, da bom uporabil svoj glas. Se pravi, to je neka kombinacija, to so dela, ki sem jih napisal za glas in bobne in ja, tukaj moj glas stoji kot glavni generativni element in potem ta glas spremljam, bolj natančno orkestriram z bobni. In vsakič znova, ko jaz to izvajam, je to eno raziskovanje. Ker je to, ja, vsakič znova slišim nek nov zvok, neko novo kombinacijo, neko novo spoznanje v svojem glasu in kombinaciji in neko združevanje, ki se naredi z bobnim glasom in tudi limite in vse to. Tako da, ja, no, tukaj bo največja ideja, ki vodi ta program, je raziskovanje. Hkrati je pa tudi to zelo intimno delo, v katerem si tudi sam zelo izpostavljen, ne? Ja. V bistvu ne greš v neke mogoče klasične mainstream bobnarske zaplete, ne? Ampak v bistvu delaš z izredno delikatnimi detajli, vsaj kakor sem jaz slišal. Ne? No, tukaj ima možnost, mislim, ta projekt ima možnost biti, v bistvu ima potencial, da je zelo, zelo ekspresiven, zelo dinamičen, ravno zaradi tega, ker naš glas ima toliko širino izraza, naprimer mi smo lahko čist senzibilni, intimni, jaz ti lahko še potam na uho in bo to ena slika in potem iz tega preidemo zelo mogočno, živeče, kričeče. In sploh to v zelo kratkem trenutku se to lahko naredi. In ja, ravno zaradi tega je zelo težko biti neiskren, ko to izvajaš. Ta točka je res zahtevna v tem pogledu, da moram dostopati do enega zelo nekega zgrajenega, umirjenega stanja, ki je v tej točki še zelo ranljiv in me v bistvu bo to kar nek zalogaj, da bo izziv. Ja, to bo izziv, definitivno. Ja. Ampak v tej ranljivosti je tudi neka lepota, sploh pri solo nastopih. To sem hotel reči, da me tudi to, ko nekdo, ki igraš ti na vse ali nič, ker tukaj, če jaz ne bom, če nisem v pravem stanju, se bo to, ne bo do takega izraza prišlo. In ja, ravno tako, kot jaz tudi kot poslušalec, ko slišim izvajalca, da igra na ta vse ali nič, je to nekaj zelo močnega in ti odneseš to izkušnjo kot nekaj, ki te zaznamuje lahko do konca življenja. Definitivno. Kaj pa ostale zasedbe, s katerimi nastopaš? Recimo trio tvoj tudi prihaja. Trio, tako je. Ja, no, trio je čist v pogledu zvočne slike pa uporabe, ki se najbolj veže na jazz. No, ja, instrumentacija je zelo klasična. Instrumentacija, ja, to je v bistvu neka zelo osnovni graditelj jazz glasbe. Jazz, klavirski trio, ja, definitivno. Tako da se čist iz te predpostavke in tega dejstva in tudi z dejstvom, da smo mi vsi izverjeni jazz glasbeniki, da smo se vsi šolali na konzervatorijih, se najbolj dotakne nekih okvirjev tradicionalnega jazza. Se pa zaradi tega, ker si dovolimo tukaj malo, kar en precejšen del svobode, precejšna svoboda, se pa to spremeni v nekaj zelo unikatnega, ker ja, tako Sud kot Hendrik sta oba dva polna domišljije, tukaj domišljiji ni konca.
Jaz se res počutim, kot da bi prišel na neko igrišče. Čudovito. Dokler mami ne kliče iz okna. Tako da boh ve, bomo sploh lahko končali koncert, preden bo nekdo tam od zadaj mahal. Ja. Tako da... v bistvu še bolj me skrbi za to, pa za tvoj ta zadnji projekt, ne? Tvoj percussion ensemble, ki je pa na nek način zaključek celotnega festivala. Ne? To pa itak fešta. Jaz vedno se hecam, ko me kdo vpraša, kaj v bistvu delam s tem projektom. V bistvu sploh ne vem še. Kaj dobiš, če daš 7 bobnarjev skupaj? Bomo videli. Definitivno, kakor sem vas jaz uspel slišati, dobite nek trans skoraj. Tukaj je zelo velik potencial za neko večplastnost ritmov in neko napenjanje in združevanje nekih totalno različnih delov v nek tek. In to raste in se razvija in se gradi in razgrajuje. In to da seveda en občutek transa, na to se zelo lahko človek usede in si samo dovoli in se prepusti temu in se mi zdi, da sam, ko podoživljam to glasbo, se mi zdi, da ima potencial, da se skupaj s poslušalci, tudi ko bomo igrali, da mogoče pa celo sami preidemo v neke druge zaveste. Tako da ima na nek način lahko tudi neko ritualistično vlogo. Tako da, Jaz, ko sem to prvič, ko si mi prvič omenil, da boš snemal perkusivni ansambl, moja prva misel je bila Drum Circle. Ki je hkrati zelo ritualistična, zgodovinsko gledano. Po drugi strani pa, zasedba, po drugi strani pa tudi je prek teh ritualov vedno lih ta trans iz ljudi izvlekla. Tako da to mi je bilo vedno zanimivo. Tukaj več kot nastopanje, več kot neka točka, ki bomo nastopali, si jaz želim, da bi to bilo neko povezovanje z vsemi. In mi v bistvu vabimo vse, ki so v dvorani, da se nam pridružijo, da so del te glasbe, da tukaj so čisto dobrodošli, da ljudje zaplešejo, da se nekdo zakriči, da zapoje. Tukaj imamo, tako kot imamo mi vso svobodo do nastopanja, tudi želim, da imajo poslušalci in vsi, ki bodo del tega performansa, da se vključijo. Ja, čudovito. Tudi kot zadnja točka festivala, kot ta privilegij, da zaključim festival, da se program festivala zaključi s to točko, je to zelo ena super priložnost, da skupaj praznujemo. Ja. Zdaj, za tabo je intenzivno obdobje ustvarjanja, komponiranja, snemanja nenazadnje. Čakate samo še izid tega, kar tvornik zalogaja, to lahko tudi jaz iz izkušnje povem. Pa me zanima, kako te je ta izkušnja kot glasbenika, kot umetnika zaznamovala in kakšna je tvoja vizija za naprej? Izkušnja. Lahko rečem, da praktično, da me je zaznamovala z nekim vpogledom v svojo vizijo, vpogledom, kako se loti dela na profesionalnem nivoju, dela na svoji viziji, dela vse, kar se tiče vodenja ansamblov, predstavljanja svoje vizije. In na koncu imam tudi svoj portfolio, s katerim lahko dostopam do raznoraznih programskih oseb. Rečemo booker, I don't know the Slovenian word. V glavnem, s tem mojim produktom lahko si sam zagotovim, da se razvijam, da se naprej razvijam. Imam zelo neko temeljno obliko tega, kar si želim, tega, kar izkušam kot ustvarjalec v glasbi in imam vso možnost, da zdaj iz zelo lepe, zdrave točke, da to gradim. Z ansambli, s katerim sem si postavil, vidim nadaljevanje in je to samo en začetek.
Je pa, drugo zaznamovanje je pa sploh ta ozaveščanje, da sem jaz sam si zavihal rokave in sam šel to narediti in sem sam to zaključil. Ja. Seveda z pomočjo nešteto teh ljudi in z upanjem in z zaupanjem. Ja. Še vedno in verovanjem, tisti, ki je vizijo v bistvu točno to. potisnil do manifestacije. Ja, točno tako. Sploh pa je tukaj važno tudi to, mislim, vedno to ozaveščanje, da to, kar mi počnemo in te svoje vizije, ki sem jih gradil, da to vse temelji na generacijah zelo marljivih ljudi, ki so te vizije sami, ki so sami svoj zvok, glas razvijali in so z neko zelo veliko nujnostjo to tudi prenašali na ljudi, ki so prišli za njim. No in v tej, na tej noti bi te pa še vprašal mogoče za zaključek, če imaš na tej točki, kjer si zdaj, kaj za položiti na srce tistemu, ki prihaja za tabo. Mogoče naslednji osebi, ki si bo zadala tak izziv, kot si ga ti, ne? In mogoče naslednji osebi, ki bo rezidenčni umetnik oziroma umetnica na jazz festivalu. Nič ni nemogoče. Mogoče bolj, da pogledam v kamero. Ja, res. Vse je mogoče. Pomembno je, da nikoli ne sme biti nobenega strah prositi za pomoč. Da je tukaj zelo pomembno to, da sam je težko kaj narediti, ne. Da je vedno si lahko taki išče pomoč. Ter pa prej je nekaj narejen boljše. Tako da to so mogoče neke 3 točke, s katerimi sem sam se najbolj spopadal. Je pa tudi zelo pomembna, ne, ta infrastruktura in organizacije in ljudje, ki podpirajo, da se mi mladi, tako kot so tebe podprli, tako kot so mene podprli in tako kot mogoče, ja, da kar omenim, no, Jazz Festival Ljubljana je že leta podpira, zelo podpira ta podmladek, daje mlajšim generacijam možnost, da predstavljajo sebe, da gradijo na svojih vizijah in da izkusijo to, kako je biti, da te nekdo spoštuje in tvoje delo spoštuje. Ja, definitivno. Domen Cizej, rezidenčni umetnik Jazz Festivala Ljubljana. Hvala. Hvala lepa za pozornost.